Znova se odpravljamo v zeleni raj nad Litijo, kjer nas bo lastnik popeljal skozi slikovit rastlinski park na 600 metrih nadmorske višine. Na sončnem pobočju nam bo razkril pomen vodnih motivov, pokazal bogato zbirko kaktusov in izpostavil rastlinske posebnosti, ki parku podarjajo edinstven čar. Za večje vrtove in parke so ribniki in potočki neprecenljivi. Zelenemu prostoru dajejo vizualno lepoto in dinamiko, poleg tega privabljajo raznolike živali in pomagajo uravnavati temperaturo ter vlažnost v okolici. Zmeraj sem si želel, da imam ob hiši kak potok. Pač jaz sem rešil to na ta način, da sem naredil ribnik in potem tale potoček, ki lepo šumi in popestri tudi vhod v park. Ni pa to edini ribnik v vašem parku? Ne, v parku imam še 2 ribnika. S tem sem hotel doseči, da sem vzpostavil ekosistem. Tukaj je zelo veliko ptičev, zelo veliko dvoživk, ki sem jih dobesedno naselil tukaj. Veliko imam tudi opraševalcev, kot so čmrlji. Zvečer priletijo tudi netopirji. Imam tudi hotel za žuželke. Občasno me obiščejo tudi kake srne. Tudi kaki divji prašiči pridejo tukaj mimo. Smo tako v naravi. Ja, se pravi, da ni samo rastlinski park, ampak tudi živalski. Tudi živalski, tako je. V kamnitih delih vrta prebivajo zelenci, ponosni gospodarji sončnih leg. To so največji kuščari Slovenije, ki v dolžino zrastejo do 40 cm. Skupaj z drugimi divjimi živalmi varujejo rastline pred polži in ohranjajo harmonijo. Tudi med prezimnimi kaktusi. Tukaj je zbirka okrog 240 različnih sort kaktusov, agav, jug iz Severne Amerike. Tukaj je tudi en zelo poseben, ki vidimo, da se bo zdaj počasi cvetek odprl in cveti samo 2 ure v enem letu. Wow, in si vzamete dopust za ta kaktus? Tako je. Takrat ne smem tega cvetenja zamuditi in že prej vidim, kdaj se bo cvet odprl in potem takrat ostanem kar doma, da si ogledam ta cvet, ki je zelo zanimiv. Morate pred zimo zaščititi rastline, da ostanejo žive do pomladi? Ne, te kaktusi so prezimni. To so iz Severne Amerike in kot vidimo, rastejo dobesedno v samem pesku. In rastline so izsušene, ni veliko vode v njih, tako da tudi po zimi mraz jim ne pride do živega, ker ne morejo zmrzniti. Na prostranem posestvu, ki obsega 0,5 hektar, se vzdolž poti razprostirajo edinstvene rastlinske posebnosti, ki očarajo z raznolikostjo in lepoto. To pa je rastlina, ki še nima sortnega imena. Ja, tako je. Ja. To je tuja occidentalis. Sorte zaenkrat še nisem izbral. To je rastlina, v bistvu, ki se je v naravi naredila mutacija in potem sem vzel potakenc in sem jo razmnožil in k sreči mi je ratala, tako da mi zdaj super uspeva. Lastnik v parku preizkuša edinstveno mutacijo rastline, da bi ugotovil, kako trpežna je. Pravi, da tuje, kakršna je njegova, ni nikjer drugje na svetu, zato jo namerava registrirati kot novo sorto. Bo imela vaše ime? Bom zbral ime, ne bo pa siguren, da Ne bo Miha? Ne bo Miha ali pa ne bo Kos. Bom pa zbral eno primerno ime. Miha, kaj pa ta rastlina z vijoličnimi storži? Ja, to je pa ena posebna vrsta smreke. To sem jo pa dobil od enega češkega botanika, ki, če vidimo, na koncu poganjka naredi storž. To je res ena taka posebnost in redkost. Jaz pa imam rada cvetoče grmovnice in zdaj sva tu naletela na eno. Ja, to se pravi, tole je pa japonski dren, ki tudi tako lepo se obarva, pa tudi zelo dolgo cveti. Cveti tudi tam 4 do 5 tednov cveti. Tukaj stojim pa pred eno posebno sorto ginkota, Ginkgo biloba variegata, pisanolistni ginko po slovensko. In zdaj, če dobro takole gor pogledamo proti soncu, vidimo črtice,
v bistvu iglice, ki sestavljajo ta pahljačast list. To je japonska češnja, stebričasta, ki jo je moj ati posadil takrat, ko sem se jaz rodil. Stara je 9 let, posadil je pa zame. Tukaj od spredaj pred nama vidiva pa tudi doglazijo, potem imamo belo grško jelko, nordijsko jelko, dolgo igličasto ameriško jelko, sekvoje, največja drevesa na svetu. Tukaj? Tako je, največja drevesa na svetu. Veliko je tudi azaleje, rododendrnov. Vse skupaj se pa spaja kar s pristno naravo, s gozdom. Tako, naprej se pa potem nadaljuje gozd. V bistvu določene rastline, avtohtone sorte slovenske, so pa tudi ogrodje parka. Ob tleh parka navdušujejo raznolike cvetlice, ki z vsakim letnim časom ustvarjajo drugačno barvno simfonijo. Park je zasnovan z mnogimi praktičnimi lesenimi elementi, ki olajšajo gibanje po poteh in nudijo priročne rešitve za shranjevanje orodja. Poseben pečat pristnosti pa okolju dodaja očarljiva ograjica, ročno spletena iz vrbovih vej. V parku imate zares veliko dela, imate pa tudi srečo, ker fanta že ogromno pomagata. Ja, veliko pomagata, pridna sta, mogoče pa tudi pomaga tistale družinska sreča, ki je tam lepo posejena, ki tako lepo raste. Mogoče pa V res. bistvu naredi kot tepih. Je res neobčutljiva, lepo prezim, tudi vročino lepo prenese, tako da zelo lepo uspeva. Tukaj imamo zajce, v rokah držim prepelico, pa kure imamo tudi. Včasih zaide k nam tudi kakšen šakal, je tudi včasih tudi kakšen medved. Gor imamo pa tudi 2 želvi, en je samec, en pa samička, imamo pa tudi 2 psa. Praktično rastline opazujem skozi vsak dan in na mojo žalost opažam velike spremembe, vsako leto hujše spremembe, kar se tiče podnebnih sprememb. Rastline se ne morejo tako hitro prilagajati, kakor se spreminja narava. In sem kar malo zaskrbljen, kam vse skupaj to pelje. Nič dobrega ni, ker res ne skrbimo v redu za naravo. Jaz se trudim ohranjati čim več vrst, čim več sadja, čim več starih sort, ki so še avtohtone. Rad tudi učim mlajše otroke, potem učence srednjih šol, osnovnih šol. Hočem čim več znanja predati, seveda tiste, ki to zanima. Sploh lahko sem ponosen tudi na moja 2 sina, Oskarja in Svita, ki jih zelo zanima, veliko hodita z mano, mi pomagata, jih zelo zanima in sem na njo zelo ponosen. Ob gladini velikega ribnika lastnik začuti najbolj pomirjujočo energijo. Tam se sprosti in zbistri misli, kar mu vedno znova vzbudi navdih za nove ustvarjalne podvige.